Spoštovani gospod župan, dragi Dušan, spoštovani nagrajenci, visoki gostje, dragi rojaki. Kot je bilo pravkar rečeno, sem jaz ob prejšnji okrogli obletnici Višnje gore že govoril. Verjamem, da ste si vse zapomnili, zato tega nam ponavljam. Bo govor zelo kratek, še posebej zato, ker ste pripravili izboren kulturni program, moj poklon. Redko prideš na proslavo neke občine, čeprav velike in uspešne, in ne doživiš take kulturne užitke. Ampak dovolite mi vseeno dve stvari. Težko je priti v Višnjo goro, še posebej v dvojnem prazniku, kjer je prijetno domače, in se ne spomniti nekaterih zadev, ki prihaja iz spomin. Slovenija ima bogato zgodovino, kjerkoli kraj pogledaš, pa kronike tistega kraja, pa tiste občine, ven prihajajo dogodki, mnogi tudi že malo pozabljeni, ki jih zdaj zgodovinari kopljejo iz pozabe spomina. Ampak malo je takšnih krajev, kot so zbrani v občini Ivančna Gorica s tako kulturno in zgodovinsko dediščino. S gospodom Nočem in še mnogimi drugimi smo v nedeljo na proslavi o proglasitvi svetovnega dneva čebel, in tam smo slišali nekaj o občini Žirovnica, o možeh, ki so zaznamovali tisti kraj. Sem takrat pomislil na Ivančno Gorico, na kraje, na katere me vežejo spomini iz srednje šole. In ko je Aleksander Mežek pel tisto žirovniško himno, sem rekel Dušanu, z Ivančno Gorico bi lahko sestavili ravno takšno himno. Ravno toliko slavnih imen iz zgodovine bi lahko našteli in krajev, ki pomenijo nekaj velikega v slovenski kulturni dediščini. Po tej dolini tukaj mimo so šla mnoga ljudstva, marsikaj se je dogajalo. Tukaj je šla mimo konjenica Tauriskov, čete Karnov so korakale, rimske legije, čete Karantancev, in doživeli smo tudi potem turške opade. No in iz te daljne zgodovine, ali pa iz te zgodovine pred mnogimi stoletji, je meni najbolj všeč tisti del, kjer so pogumni Višnjani večkrat krepko namahali Turke. Ta del ne bo dovolj o zgodovini, čestitke samo gospodu županu in sodelavcem, ker znajo te pomembne dogodke, znane stvari na nek način kombinirati z sodobnim življenjem, z turizmom, z promocijo občine, kar je vse zelo pomembno za gospodarski razvoj in večjo blaginjo ljudi. Zdaj smo pri tej drugi stvari. Temu, kar je gospod župan tukaj povedal, je težko kaj dodati. Če primerjam recimo čase, v katerih sem jaz hodil tukaj kot učenec, ko smo igrali šah v višnjanski šoli in smo šli peš čez ta tunel iz Žalne, ali pač kasneje, ko sem hodil v srednjo šolo v Stično. Če primerjam tiste čase z tem, kar vidimo danes v Višnji gori, v občini Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici, v Stični, tudi v Suhi krajini, to je pravzaprav neprimerljivo. Vidi se od blizu, da je Ivančna Gorica, kar je samostojna občina, dejansko ena najbolj dinamično razvojnih občin v Sloveniji. To se ne vidi samo iz statistike in iz golih številk, ampak iz tega, kar je bilo v tem času narejeno, pa tudi iz tega, kar pač vi poveste. Tako da iskrene čestitke za občutek pri tem, ko tukaj volite župane. Vedno ste imeli srečno roko
Izbrali ste vedno ljudi ali pa človeka, ki veste, kaj je razvoj, ki veste, kaj je delo za skupno dobro in veste od tega, kako se upravlja podjetje, od tega, kako se upravlja občina ali kako se upravlja država, je zelo veliko odvisno. Vidimo občine z enakim številom prebivalcev, z enakimi razvojnimi možnostmi. Ene so boljše upravljene, druge so slabše upravljene, ene znajo izkoristiti lastne potencijale, znajo pridobiti sredstva iz evropskih skladov, znajo dvakrat obrniti vsak evro, preden ga investirajo in tam se dvakrat, trikrat več zgradi in naredi. V Sloveniji 212 občin, vsaka se lahko z nečim primerja in ti kazalci so potem realni. Torej, iskrene čestitke za vse dosežke, iskrene čestitke tudi za pogumne načrte za prihodnost. Kot ste rekli, je danes dvojni praznik, praznik občine, tudi častitljiv praznik Višnje Gore. Se pravi, imate dvojne razloge za praznovanje. Praznik je za praznovanje in želim vam, da bi bil današnji dan in vse, kar je namenjeno obema praznikom, res vesel. Iskrene čestitke še enkrat in hvala za to čast, da vas lahko v tej priložnosti nagovorim. Samo obeležje čebeli pa je oblikoval priznani oblikovalec in domačin Robert Kuhar. Uveljavljen strokovnjak celovitega spektra znanj na področju vidne komunikacije. Je avtor podobe Prijetno domače in oblikovalec strategij, komunikacij ter dogodkov v najširšem smislu. Običajno se mi zahvalimo njemu, tokrat pa bo zahvalo, ki bo spomin na postavitev obeležja predal, kar sam avtor, gospod Kuhar. Po prebranih zahvalah bom prosil gospoda Kuharja ter posameznike, ki bodo prejeli zahvalo, da se mi pridružijo na odru. In sicer, prva zahvala gospodu Noču, predsedniku Čebelarske zveze Slovenije, za idejo, podporo in dobro sodelovanje. Naše čebelarske zgodbe še ni konec, prepričani smo, da jo bomo skupaj nadaljevali s Hišo Kranjske čebele, Slovensko čebelarsko akademijo in drugimi projekti. Naj bo replika Kranjske čebele prijeten spomin na našo prvo skupno etapo. Druga zahvala gospodu Janši za vso opravljeno delo in vso podporo, katero nam namenja. Naj bo ta čebela spomin na kulturno dediščino občine Ivančna Gorica. In ne nazadnje, županu občine Ivančna Gorica, gospodu Dušanu Strnadu, za vso požrtvovalnost in opravljeno delo, ker ima širino in vizijo, ker najde potencijale občine in naredi vse, da jih uresniči. Na oder vabim gospoda Noča, gospoda Janšo in župana gospoda Dušana Strnada ter avtorja gospoda Roberta Kuharja, da jim izroči replike obeležja Kranjske čebele. Prosim.